Kaj imajo nacisti in Planned Parenthood skupnega? Povej mi ti. Zelo dobro, zelo dobro. Sem popotnica skozi čas iz leta 25 in prišla sem sem, da te ubijem, Hitler. Ne spet. Nikoli ne bom imel dovolj časa, da dokončam te slike, če me bodo vsi ti popotniki skozi čas poskušali ubiti. No, meni bo uspelo. Preden pritisneš na sprožilc, te lahko vprašam, zakaj? Zakaj me vsi vi ljudje želite ubiti? Ali ni očitno? Sem napredna, liberalka, borka za socialno pravičnost. In ti si fašistka, ki si uvedla vladavino terorja. In medtem, ko so posledice tvojih politik desetletja uničevale svet, bomo kmaru lahko ponovno prevzeli Belo hišo in uporabili vlado, da prisilimo ljudi, da sledijo našim odličnim idejam. Želiš uporabiti moč vlade, da vsilaš svoje ideje prebivalstvu? Tudi jaz. To je... To je ta oddaja. Mislim, kdorkoli je to napisal, je genij. In seveda, to je The Babylon Bee. Delil pa jo je Elon Musk. Popolnoma briljantno. Dobrodošli v Bushback, fantje. Prav pa poglejmo, kam to pelje. Ne. Ti in jaz nimava nič skupnega. Kar hočem povedati je, da so v našem času ljudje z nevarnimi idejami in jih moramo utišati. Utišanje tisti, ki se s tabo ne strinjajo. Tudi jaz to počnem. Kako čudovito. Nacistično gibanje ne bo umrlo z menoj. Ne prodaj mi tega. Jaz sem razsvetljena, ti pa si slab, prav tako kot Hitler. Poslušaj, kar poskušam povedati je, da smo zelo blizu uresničitve utopije, če se le lahko znebimo določenih nezaželenih skupin ljudi. Mislim, smejala bi se, če ne bi v sebi jokala. To so Judy. Ja, na primer Judy. Tako bo v prihodnosti. Tudi ti ne maraš judov? No, ne. Ampak mi ne verjamemo v ločevanje vseh ras kot vi. Mislim, razen na primer pri zaključnih slovesnostih in v študentskih domovih. In pri zaposlovanju. In pri vpisnih politikah. Takšne stvari. Tudi jaz sem oboževalec segregacije, oprostite. Moram vprašati, ali je to pravo strelno orožje, ali je to neka igrača ali kaj? To je signalna pištola. Poskušam ne podpirati toksične ameriške kulture orožja. Trdno verjamem v nadzor nad orožjem. Nadzor nad orožjem. Tudi to je bila ena od mojih idej. Prepovejmo jih nezaželenim. Da, poglejte tukaj. In tvoja majica. To je organizacija, ki jo je ustanovila Margaret Sanger, ja? Počakaj, poznaš Margaret Sanger? Seveda. Ona je tako prijetna oseba. Mislim, ne vem, kako je s tabo, ampak ta video me res zelo spravlja v nelagodje. Ne. Ona se bori za reproduktivne pravice, za opolnomočenje žensk. In za izkoreninjanje nezaželenih populacij s pomočjo evgenike. Briljantna gospa. Zelo navdihujoče. Nekatere njene ideje moram uporabiti v našem socializiranem zdravstvenem sistemu. Socializirano zdravstvo? To ni tvoja stvar, to je naša stvar. Ne, to je še kako moja stvar. Ali veš, da nacist pomeni nacionalsocialistična nemška delavska stranka? Nacist je pač bolj udaren izraz. Demokratična, socialistična nekaj stranka, fantje. Ja. Ali kdo dojema genialnost tega? Nacist. Kar steče z jezika. Ne. To ne more biti res. To mora biti neka napaka. Mi sva si prav nič podobna. Ti si Adolf Hitler, zlobni desničarski fašistični diktator. In jaz sem feministka, zagovornica obnovitvene pravičnosti in vegetarijanka. Ti si vegetarijanec. Tudi jaz. V redu. Zdaj sem tako zmedena. Prišla sem sem z jasnim ciljem, da ubijem najbolj zlobnega pando, kar jih je kdaj živelo. Oleg Ronalda Reagana. Ampak zdaj, ko te srečujem v živo, sploh nisi to, kar sem mislila, da si. In tvoja slika je pravzaprav res dobra. Kako ji praviš? Imenujem jo Ein Reich ohne Juden. Wow.
Ne vem, kaj to pomeni, ampak zveni lepo. Res je. A ni tako? No, to je to. To je razlog, zakaj se morate boriti proti organizacijam, kot je DSA. In te nore ideologije, ki so se tako dobro promovirale, v resnici pa so popolnoma enake norim ideologijam, ki so nekoč pobile milijone in milijone in milijone in milijone in milijone ljudi. Mislim, tovrstno vsebino bi moralo videti več kot 5 milijonov ljudi. Videti bi jo moralo na stotine milijonov ljudi, ker te resnično zave, kako noro je to, s čimer se soočamo. Verjamejo v nacistične ideologije. To ni pretiravanje. Mislim, samo poslušajte, kaj ima zapovedati ta oseba, ki je sopredsednica DSA. Torej, na zaslon bomo dali nekaj stvari, ki so del vaše platforme. Res ali ne? Ukinitev senata. Razjel. V redu. Nadomestiti predsedstvo in vrhovno sodišče, kot jo poznamo zdaj. Ja, Eukenite ICE. Absolutno. Ukinite meje in dajte amnestijo vsem, ki so trenutno nezakonito v ZDA. Kot dolgoročni načrt, ja. Veš, kaj pomeni ukinitev meja? To pomeni, da postanemo ena velika barvna zmešnjava. In čeprav so nacisti to naredili nekoliko drugače, so preprosto zavzeli države, bilo je kot, koga briga za meje. Hočemo samo prevzeti oblast in vlado. Odstranimo jo, uničimo jo. Uporabimo vlado, da pridemo na oblast, nato pa odstranimo ljudi v vladi, ki nam niso všeč, kar so tudi naredili. In zapomni si, obstaja razlog, zakaj se ti ljudje nenehno borijo proti zgodovini. Zakaj so tako obsedeni s tem, da podirajo freske in prepisujejo preteklost, kot jo poznamo, da bi jo prikazali skozi miselnost delitve na žrtve in nežrtve? Veš zakaj? Ker vedo, da če pogledaš v zgodovino, postanejo primerjave očitno jasne. Če pogledaš v zgodovino, se naučiš osnovnih stvari, kot je to, da je socializem zelo nevaren in da so nacistične ideologije prav tako nevarne. Če pa lahko ljudem skriješ resnico, potem ne pogledajo, česa jih je preteklost naučila in verjamejo karkoli, kar jim je predstavljeno. Ko rečem, da se DSA obnašajo kot nacistična stranka, da izkoriščajo demokratični sistem, da izkoristijo sistem, v katerem so lahko izvoljeni in potem vse to popolnoma obrnejo, ne pretiravam. Mislim, samo poslušajte Hasana Pikarja. To je noro. Demokratom, ki sklepajo kompromise, ki popuščajo in nas izdajajo. Nikoli več demokratom, ki bodo kolaborirali in se povezovali s fašisti, ki bodo financirali ICE, ki bodo financirali Izrael, ki bodo pomagali zastrupljati planet, ki bodo izigrali delavce in pomagali šefom. Mislim, poglej njegova oblačila. Ja? Poglej njegova oblačila. Se ti zdi, da je to nacistična, avtoritarna uprava? To je namerno. In poslušaj, kaj govori. Veš kaj o tem, kako so nacisti prišli na oblast? Opazovali so uničenje, ki je doletelo Nemčijo po prvi svetovni vojni in so začeli širiti to ideologijo, da so bili za težave odgovorni Judje. Judje so tisti, ki so povzročili vse težave. Judje so razlog za uničenje države. In vzeli so ljudi, ki so resnično želeli verjeti in podpirati državo, ter jim pomagali, da so okrivili določeno skupino in jih prepričali, da bomo lahko spet veličastni, če se te skupine znebimo. In kako so to storili? Tako, da so bili izvoljeni v nemški demokratični sistem in na to rekli, vsakogar, ki se s tem ne strinja, bomo odstranili. Ko so prišli na oblast, so to nato spremenili v diktaturo. Točno to te ljudje počnejo in primerjava je nora. Kdo bo financiral ICE? Kdo bo financiral Izrael? Kdo bo pomagal zastrupljati planet? Kdo bo izkoriščal delavce in pomagal šefom? Tisti demokratov ne potrebujemo več. Prihajamo, mi smo na vrhu, mi smo na vrhu, mi smo na poti. V redu. Če se sprašujete, kakšen je njihov načrt in kakšen je njihov cilj, to je to. To se dogaja in skrajni čas je, da ljudje to resnično spoznajo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.